Potem so pa seveda stvari, kjer mogoče kakšno stvar samo nakažeš. Skratka, če me ne na osebni ravni nekaj se ne dotakne, potem zgodba seveda je povprečna ali pač lahko rečemo tudi zanič. Zgodbe v bistvu so izseki iz življenja. In življenje ima dušo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Metro Minutk. Danes je z mano Andrej Pompe, marketinški strokovnjak in avtor knjige Storytelling, osupljiva moč zgodbe. Tako da se bova danes, kot že ime knjige pove, pogovarjala predvsem o zgodbi. Dobrodošli, Andrej. Ja, hvala lepa za povabilo. Najprej mi povejte, katera je za vas najboljša zgodba vseh časov, neodvisno od marketinga, zgodba kot zgodba. Mislim, to je vprašanje, kateri otrok, ki jih imam, je moj najljubši. Ne? V bistvu vse zgodbe, ki so se te dotaknile, v bistvu na nek način so dobre zgodbe. Zdaj, katera od tih je najboljša? V življenju imaš nekaj trenutkov, ki te najbolj zaznamujejo ali pa so se te najbolj dotaknili. Ne? Ampak vsekakor, jaz gledam najboljšo zgodbo z mojega stališča, tisto zgodbo, v kateri sem bil tudi jaz nastopajoči. Ne? Zdaj seveda gledati zgodbe drugih uspešnih ljudi ali pa neuspešnih ali pa žalostnih je seveda opazovanje ali pa podoživljanje. Ampak tisto, kar si pa doživel, ne? To je pa itak najlepša zgodba. Tako da jaz občudujem ljudi, ki radi pripovedujejo kaj lepega ali pa kaj dobrega ali pa kaj slabega se jim je pripetilo. Ne? Seveda, če me to zanima, jasno. Zgodbe so zelo vse prisotne, ne? Med drugim jih uporabljajo tudi različne znamke za povezovanje z občinstvom. Lahko izpostavite mogoče kakšno, ki se vam zdi pri tem posebej uspešna pa konsistentna? Ja, mislim, teh zgodb je veliko. No? Ampak ena mi je pa res se usidrala v tistih, bom rekel, malo bolj zgodnem obdobju mojega kreativnega direktorovanja. Hodil sem v Cannes na ta festival oglaševalskih filmov in je bila neka taka zelo simpatična zgodba za Cigare Hamlet. Tam noter je bil vedno glavni akter, nek tak mali možiček, tako smešen na nek način s plešo, ki jo je skušal prekriti s tistimi 36 lasmi od leve proti desni, od levega ušesa do desnega. Ne? In njemu so se dogajale vedno take res nore stvari, recimo, ne vem, neko tako stranišče tam na polju, ne? Tista kolibica, ki se not zapre in vidiš v nekem trenutku, ko njemu toaletni papir pade na tla in se zakotili izven tega. Ne? In pa samo prekinitev, črna slika, zvok vžigalice, ki se prižge in v naslednjem trenutku vidiš samo še one krogce, oblačke, dima in samo še zraven napis Hamlet Cigars. Pa so tako lepo opisale te drobne življenjske nezgodice in za takšno nezgodico ti kar naenkrat pride lahko prav seveda tisti trenutek, ki si ga vzameš, ko si prižgeš. Lahko cigarete, lahko karkoli, lahko na koncu bi pojedel tudi en kreker. Vse ni važno. Ampak gre za to, da suspens v bistvu na koncu razrešiš z nečim, kar ne pričakuješ, da bo rešilo situacijo. Ne? In recimo ta zgodba se mi je res vtisnila, še danes vidim te filme, bom rekel, v celoti, v detajle, kako so bili dobri. Ne? Drugače pa tega se zelo veliko, tudi v slovenskem oglaševanju seveda. Kako pa vemo, da je zgodba, ki bi jo radi povedali, dobra, ne? Ker ideje veliko, lahko gremo v različne smeri. Ja, zdaj bom rekel, tiste klasične formule, kako se napiše zgodba, te obstajajo. Ne? Zdaj pa seveda ti jo lahko narediš po klasični formi, recimo tudi umetna inteligenca ti jo bo napisala, ampak a ne, jaz vedno, kadar sem pri umetni inteligenci, vedno na koncu mi obstane neka hladnost. Nimam tega občutka, da mi je nekaj tamle premaknilo se v mojem srcu ali pa rečemo v moji amigdali, ne? Pa več v tem centru, kjer se ukvarjajo te stvari s čustvi. Tako da, če me ne premakne
če mi ne pove nekaj takega, kar zaradi česa v bistvu se jaz potem začnem ali spraševati, ali začnem biti navdušen, ploskati, ali ne vem, ali pa da se ne vidim tudi samega sebe v tistih vlogah, v tem primeru bom rekel, je zgodba nezanimiva. Skratka, če me ne na osebni ravni nekaj se ne dotakne, potem zgodba seveda je povprečna ali pač lahko rečemo tudi zanič. Se pravi, če malo posplošimo, bi lahko rekli, da mora imeti zgodba dušo ali pa čustva. Absolutno. Ne, in zdaj smo pa še pri tisti glavni stvari, ne, zgodbe v bistvu so izseki iz življenja. In življenje ima dušo. Ja, res, Zdaj, tale miza tukaj, ob kateri sediva, nima duše. Mogoče ima, pa ne veva. No, dobro, tudi še predpostavljam, da še ta možnost obstaja. Ampak vsekakor življenje je zgodba. In te izseki, v katerih smo, tudi zdaj mi dva imava tukaj zgodbo, to je povezano z nekimi vibracijami, z nekimi čustvi, ki jih pač enostavno moraš doseči, če želiš karkoli narediti pri dobri zgodbi. Kaj bi pa svetovali, glede na vse izkušnje, ki jih imate, mladi podjetnici, mlademu podjetniku, ki želi na že tako prenasičenem trgu prodreti svojim izdelkom, ki ga ta hip še nihče ne pozna, povedati zgodbo o njem? Ne? Ja, jaz bi tle mogoče malo presenetljivo, kar bom zdaj rekel. Večina ljudi bi rekla, dajte povedati zgodbo o svojem izdelku. Jaz bi prej rekel, daj povej, predvsem pri startupih, to se pravi pri zagonskih podjetjih, povej zgodbo o sebi. Okay. Kako si prišel do tega, da te je kar naenkrat vzniknila ta želja, da boš nekaj naredil, da bi rad nekomu rešil nek problem ali pa ga zadovoljil ali pa razveselil. Ker vsak podjetnik vedno ima ali nek izdelek ali neko storitev, s katero gre na trg, in če je ta zadeva zanimiva, pomeni, da jo ljudje kupijo. Kupijo pa zato, ker jim je uporabna ali pa dobra. Mislim, se je tako vse zelo enostavno. In recimo, meni je res dokaz, da to zelo dobro deluje, je pač to, ko smo pri akciji Štartaj Slovenija ravno takšen princip uporabili. In pokazalo se je, da je slovenska javnost ponotranjila vse te startupe in je zanimivo, njihovi izdelki so se prodajali odlično in se še prodajajo odlično, ne glede na to, da so tudi dvakrat dražji od konkurenčnih teh velikih firm, ki lahko si privoščijo, bom rekel, nižje stroške in tako naprej. Skratka, ta njihova osebna zgodba se je ljudi dotaknila. Pa še nekaj, oni so videli v teh ljudeh nekoga, ki ga srečuješ na cesti. Da to ni, ne vem, nek blazen zvezdnik, ki pol tam, da niso to Beatlesi ali pa kjerikoli, ki potem vreščijo ljudje, ko jih vidijo in tako naprej. Ne. To bi bili lahko tudi oni, ne? To bi bili lahko tudi oni. In ta možnost, da bi bil tudi ti ali pa da se poosebiš, ali pa da je to vsaj tvoj prijatelj ali sosed, je nekaj tako čudovitega. Mislim, mi se velikokrat, morda tudi mediji včasih delajo to napako, da velikokrat preveč glorificirajo tiste, ki so močno izstopili, ne glorificirajo pa tiste majhne ljudi, ki so pa doživeli neko srečo s tem, da so naredili majhen korak v svojem življenju, oziroma majhen korak v očeh veliko ljudi, velik pa v njegovih. Ob pojavu družbenih omrežjih se je točno to pokazalo. Kako so ljudje željni ne zvezdniški zgodb, ampak v njih dobro se še zmeri grejo gledati, kako je ona oblečena, pa s kom je šla spat, pa karkoli je delala. To še zmeri obstaja, ampak večinoma pa smo mi rajši med tistimi, ki so nam blizu. Zdaj pa zgodbi je treba dati tudi naslov, ne samo v oglaševanju, ampak tudi v digitalnem novinarstvu še kako dobro vemo, kako pomembni so naslovi, tudi vi ste o tem precej pisali. Zdaj me pa zanima, kaj mora po vašem imeti naslov, da funkcionira, da je ravno prav na meji, da po drugi strani ne zavaja oziroma da ni sporen. Predvsem, mislim, da je kot na nek način napotek, naslov, ki bo vedno deloval, je vprašanje. To se pravi, kako, kaj, kje, kdo, zakaj. A ne pač karkoli naprej nadaljujemo za temi vprašalnicami. Ker tam vedno veš, da boš najdel odgovor na nekaj. Potem so pa seveda stvari, kjer mogoče kakšno stvar samo nakažeš.
oziroma začneš zgodbo, a ne ponavadi ta podnaslov, tisti, ki je pa mogoče še bolj pomemben, ker v bistvu začne neko pripoved, potem jo pa nadaljuje. Sicer vse imamo tle, meni grejo zelo na živce, moram priznati, ko ti začno govoriti, ne vem, da ti nekaj raste na koži in potem imamo rešitev za to in potem ti gledaš na novem telefonu, tako ne pol ure scrollaš dol, pa odlično tekst napisan, kapo dol tismu, ki je uspel toliko časa me držati saj prvič, ko sem to delal. Se pa že točno veš, da ti mi na koncu nekaj za 50% cenej prodaja. In veš, da je to v bistvu vse skapeno veliko nakladanje. Oglasno sporočilo, ki pa zaradi mene zgubi vso težo, ker je preveč tendenciozno. Ampak naslov sam mora biti tak, seveda, da zelo uporabljam na tako grdo besedo, da te ne nategne. In nažalost je teh naslovov vedno več. In vsi teli, ki hočejo seveda, da bomo mi potem med temi besedili gledali takšno količino oglasov, postajajo že precej moteče. In ne vem, jaz mislim, da sicer tle poti še nekaj časa ne bo nazaj, da bo moral pač priti nek trenutek do nekega kolapsa sistemov in potem, recimo najbolj bi bilo, če bi za pol leta zmanjkali elektrike na tem svetu. Tako, naslov naj bo res ali takšen, da te pritegne k branju, ali pač takšen, da v bistvu te informira. Če daš naslov Janko in Metka, verjetno veš, da bo šlo za en odnos med moškim in žensko. Dobro, v tem primeru gre pa za otroka. Ampak Tristan in Izolda, to so neki naslovi, ki funkcionirajo. Ali pač samo rečeš, ne vem, Prva svetovna vojna, pa je to naslov, pa veš, kaj boš dobil. Ampak te kratki naslovi za hitra branja, te seveda pa morajo biti tako malo ali žgečkljivi, ali mečke nedorečeni. Lahko je tudi absolutno pretiravanje. Ne pa takšno pretiravanje, da na koncu rečeš, ne, to pa ni možno. Pri naslovih, jaz vedno, recimo, ko imamo te delavnice pa tako naprej, se veliko igramo z naslovi. In potem se ljudje pač, ko pišejo te zgodbe in potem jih naslavljajo in potem se pogovarjamo, kaj pa si ti v tej zgodbi slišal, da te je najbolj v bistvu pritegnilo. In tisto je tisti, kako bi rekel, korenček, ki ga moraš zagrabati in na katerega moraš se fokusirati. In preoblikovati v naslov. Ja, to je sej, recimo, to je spet nekaj, kar verjetno umetna inteligenca ne bo znala povedati. Daj naredi mi naslov iz tega in tega besedila. Se bojim, da počasi tudi... Gremo pa proti temu. Vse mu lahko poveš, naredi najbolj nenavaden naslov. Ali pa naslov, ki se tiče tega in tega. Ali pa najbolj duhovit pa to, to se že odziva. Ampak da bova mogoče zdaj midva pokazala v praksi brez umetne inteligence, kaj je dober naslov, vam bom dala en izziv, kako bi recimo naslovili tale pogovor, ki sva ga zdaj imela, da je dovolj zanimivo, provokativno, da odpira neka obzorja, takole čisto iz glave. Če hočete nasvet za dober naslov in za dobro zgodbo, pokličete Andreja Pompeta.